Dobar dan, v imenu Slovenskega inštituta na Dunaju bi vas rad prav prisrčno pozdravil k okrogli mizi na temo skupni slovenski kulturni prostor. Za nami so pomembni jubileji, ki so zaznamovali usodo slovenskega naroda. Po razpadu Avstro-Ogrske monarhije pred 100 leti je bil ta narod razkosan na več držav, ni pa dobil svoje. To se je zgodilo šele 70 let pozneje, prežetih zatiranjem, trpljenjem, a tudi uporom Slovencev. Samostojno Slovenijo je zaživela tudi zamisel o skupnem slovenskem kulturnem prostoru pod okriljem skupnega članstva vseh teh držav, v katerih živimo v Evropski uniji. S predstavniki Slovencev, živečih v matični domovini v Italiji, na Hrvaškem in v Avstriji bi se v naslednji uri rad pogovoril predvsem o tem, kaj nas združuje in kako bi se lahko še bolj učinkovito našli, kako bi bolje sodelovali, saj bomo samo skupaj lahko ohranili slovenstvo, predvsem na obrobju tega skupnega kulturnega prostora. Mislim, da ni naključje, da je ta tema prav nam, dunajskim Slovencem, tako pri srcu. Dunaj je stičišče vseh teh treh Sloveniji, matične, zamejske in izseljeniške. Kot v bivši monarhiji se tudi danes na Dunaju srečavajo Slovenci iz vseh delov skupnega kulturnega prostora in v svojevrstnem izseljeništvu se prepletata matica in zamejstvo. Tukaj smo vsi Slovenci enaki. Tukaj ni visokih gora in ozkih dolin, botrov tistega lokalnega egocentrizma, o katerem v svojem eseju o skupnem kulturnem prostoru piše Lev Detela. Zelo me veseli, da lahko pri današnji okrogli mizi pozdravim zelo visoko kakovostni in raznolik krog sogovornikov in sogovornic. Začel bom v Trstu, kjer pozdravljam Tatjano Oletič iz Slovenske prosvete, krovne kulturne organizacije na Tržaškem. Pozdravljeni. Dobar dan. Iz Zagreba se nam je pridružila doktorica Barbara Riman, Zveze slovenskih društev na Hrvaškem. Dobar dan. Dobar dan. Nadaljujemo na Štajersko, kjer pozdravljam Suzane Vetlana, predsednico društva Člen 7 na avstrijskem Štajerskem. Dobar dan. Pozdravljeni. Ter doktorja Daniela Grafenauerja, predsednika Kluba koroških Slovencev v Mariboru. Dobar dan. Že samo naziv tega kluba, Klub koroških Slovencev v Mariboru, pove veliko o tem, kako se je v zadnjem stoletju spreminjala podoba slovenskega kulturnega prostora. Predzadnja postojanka naše poti je pa zibelka slovenskega naroda Koroška. V Šentjanžu pozdravljam Janka Malija iz Kulturnega centra KNK. Pozdravljeni. Dobar dan in lep pozdrav. V Celovcu pa Sebastiana Trampuša, glavnega urednika slovenskega tednika na Koroškem Novice. Pozdravljeni. Dobar dan. Vidik slovenskega talilnega lonca na Dunaju pa bo predstavila Anja Malenšek, Mariborčanka, ki je pred več kot desetletjem za študij prišla v avstrijsko prestolnico in tam našla nov dom. Pozdravljena. Hvala za povabilo. Okroglo mizo bi rad razdelil na dva kroga. V prvem bi opravili analizo stanja, v drugem pa skupaj iskali čim bolj konkretne predloge za to, da bo skupni slovenski kulturni prostor zares dobil krila in zaživel. Prvo vprašanje, ki bi ga vam vsem postavil, je, kaj delate in kakšna so vaša težišča v kulturnem delu in v povezovanju Slovencev, kaj vas pri tem ovira in moti, zlasti tudi pri čezmejnem sodelovanju. In rad bi s tem morda začel pri vas, gospa Tatjana. Hvala lepa za povabilo. Kot ste me predstavljam Slovensko prosveto iz Trsta, ki je primarna organizacija, ena od primarnih ustanov. Ukvarja se s povezovanjem manjših društev, če samo na hitro povem,
Konkretno pa pri delovanju z Matico oziroma v tem kulturnem skupnem prostoru imamo več različnih pobud. Zdaj jaz ne bi vsako posebej naštevala in predstavljala, ker verjetno so vam tudi znane. Ena je bila zdaj pred kratkim študijski dnevi Draga, potem imamo izmenjavo koroških primorskih dnevov, razne razstave, gledališke predstave. To govorim, ker s tem delovanjem mi vedno nekje vabimo ostale strokovnjake iz Slovenije ali ostalih držav Slovence. In če tudi tukaj hkrati že izpostavim težavo, recimo, oziroma kako mi čutimo, da ne prihaja pa do obratnega povabila dostikrat. Vabimo, s čimer nas zelo bogati in smo zadovoljni vseh odzivov, nimamo pa občutka, da bi tudi mi enako lahko bili povabljeni naš doprinos dali. Prav tako recimo mladi imajo mlajše društvo, DM+, se imenuje, ki tudi zelo veliko sodelujejo z Mladinskim svetom Slovenije, prav pri teh kvalitetnih izobraževanjih. In oni so si zadali cilj, da usposobiti mlade, da postanejo aktivni člani v manjšini, kot dejavniki, recimo. Za nas je to zelo pomembno. Zakaj? Ker prav v tej povezanosti s Slovenijo opažamo zadnja leta, da mladi odhajajo na študij v Slovenijo, Ljubljano, Maribor, Koper. Ampak se ne vračajo, kar pri nas, mislim, da tudi na Koroškem imate podoben problem, da se izseljujejo mladi in jih ni nazaj. In zato vračajo pa seveda se tudi ne, ker se mogoče ne čutijo dovolj angažirane, oziroma predvsem, ker nimajo tudi dela. Gospodarsko nimamo dovolj razvitih stvari, da bi bili zanimivi za njihovo zaposlitev. Tudi, ker veliko podjetij se v zadnjih letih izseljuje v Slovenijo, ker imajo boljše pogoje tam. To pa naše delovanje, našo skupnost krni, recimo. Potem, če bi tukaj še dodala, recimo, odnos Slovenije, čutimo, da se je zelo pozitivno spremenil do nas. Tudi vse delovanje v zvezi z uradi in tako naprej. Je pa tudi res, da opažamo, da je odvisno malo od ministrove pripadnosti oziroma politične situacije v Sloveniji, vlade in tako naprej. Recimo, tudi pri tem smo imeli v soboto Drago mladih, kjer smo prav gostili ministra za delo in je bilo zelo pozitivno ga poslušati, kjer so bili mladi in so mu postavljali vprašanja o njihovih težavah in je bilo začutiti to široko odprtost, da Sloveniji ni vseeno za nas, za naše mlade, kaj se z njimi dogaja, kako poteka študij, kako poteka delo. In so zelo začutili to pripadnost nekomu, da spadajo, da tudi za njih so jim na razpolago, ker jim je prav rekel, obrnite se na ministrstvo in bomo skupaj v sodelovanju z drugimi ministrstvi poiskali rešitve. Recimo, če dodam še zadnjo težavo, že tukaj, recimo, kako tudi mi znotraj naše manjšine čutimo eno tudi tako razdvojenost, recimo, če sem prej tudi omenila, da je pogojeno odnos urada oziroma ministrstva včasih bilo od politične situacije oziroma vse te razdvojenosti, tudi znotraj naše manjšine to čutimo. Saj še vedno nimamo izoblikovane strategije, da bi dosegli zagotovljenega predstavnika v parlamentu, kar je bila tudi petkova tema Drage, smo o tem govorili. In tudi osebno pogrešam pri vsem tem delovanju neko zavedanje, da vse, kar delamo vendar za skupno dobro, za skupni prostor, kjerkoli smo, karkoli, ampak za dobrobit nas vseh. Toliko bi za zdaj. Najlepša hvala, to je bilo že zelo veliko iztočnic za diskusijo. Rad bi kar nadaljeval pri vas, gospod Janko, kako pa izgleda na Koroškem?
Torej, KNK center se mi zdi, da je primer dobre kulturne prakse, ki se je uveljavil med Slovenci na avstrijskem Koroškem. KNK center smo pravzaprav ustanovili zaradi tega, ker je nekoliko preveč v preteklosti prevladovala tradicionalna kultura, ki se je pravzaprav naslanjala predvsem normalno na zborovsko petje in na ljubiteljski teater. Mi smo pa želeli, da času primerno razširimo kulturno ponudbo in meni se zdi, da nam je to v KNK centru tudi uspelo. Mi smo se orientirali predvsem na lokalne, regionalne in tudi nadregionalne potrebe. Lokalne potrebe so bolj tradicionalne, regionalne smo začeli poučevati v smislu nekih socioloških raziskav, ki smo jih potem tudi kulturološko obdelali z raznimi razstavami. Če recimo opomnim na to, da smo poučevali lokalno, regionalno zgodovino taborišča Ljubelj, potem kakšno vlogo gospodarsko in socialno je imela Drava, industrijska zgodovina Roža in tako naprej. In pri teh zgodbah, pri teh poučevanjih smo pravzaprav tudi začeli navezovati strokovne stike z Republiko Slovenijo, z kulturnimi izobraževalnimi ustanovami in tudi kulturnimi ustvarjalci. No in to je pravzaprav tudi že iztočnica za današnje kompleksno vprašanje, kaj pomeni tale naš skupni slovenski kulturni prostor. Iztočnica zame je to, da pravzaprav strategije, kaj ta slovenski kulturni prostor ni. Vse bolj ali manj sloni na samoiniciativi posameznikov, kulturnih ustvarjalcev, vkolikor so ti sami iniciativni in dejavni in se znajo povezovati z enakimi v Republiki Sloveniji, to tudi zafunkcionira. To se je pokazalo v praksi v KNK centru v Šentjanžu in morda se je najbolj izoblikovalo prav v eni sistemski rešitvi, ki smo jo našli v obliki gledališkega abonmaja, ki ga izvajamo v KNK centru v Šentjanžu v Rožu. Zakaj jaz to poudarjam? Mi smo leta 2001 z zagonskimi sredstvi Evropske unije uvedli gledališki abonma na podlagi gostovanj poklicnih gledališč iz Slovenije. In sicer v prepričanju in v zavesti, da mi za animacijo našega kulturnega dela, našega ljubiteljskega kulturnega ustvarjanja potrebujemo profesionalne pristope. In Slovenija ima vrhunsko kulturo, ima vrhunsko umetnost, ima vrhunska gledališča in to je bil pozitiven primer, kako lahko participiramo ob tem, kar se dogaja kulturnega v osrednji Sloveniji. Najboljše prireditve, najboljše gledališke predstave smo dali v abonma v KNK centru v Šentjanžu v Rožu in prav tako smo jih ponudili in še danes ponujamo tudi v Kulturnem domu v Pribaku. To ni malo, če imamo na leto približno 20 gledaliških profesionalnih gostovanj na Koroškem v obliki abonmaja. In ker smo z EU zagonskimi sredstvi, kot sem povedal, uspeli, je Ministrstvo za kulturo v Sloveniji tudi priskočilo potem na pomoč, vendar, in v tem se začne velik problem, je ta pomoč kmalu usahnila leta 2005, ko so vse agende, ki se tičejo kulture manjšin, prešle na urad za zamejstvo in za Slovence po svetu. O tem bomo morda potem še pozneje bolj natančno spregovorili, ker jaz bi rad povedal, kaj mislim o tem, da se vse nekje, kar se kulture tiče v Sloveniji, getoizira na enem uradu, ne pa, da se to strokovno obravnava v tistih inštitucijah, ki so za to pravzaprav tudi poklicane. Mislim, da je Ministrstvo za kulturo najbolj odgovorna in tudi najvišja inštitucija, politična odgovorna za kulturo, ne samo Republike Slovenije, ampak tudi za kulturo manjšin in v tem primeru tudi za kulturo Slovencev na Koroškem. To je eno. Zdaj drugo, seveda KNK je tudi primer, kako delaš ne samo v smer slovenskega kulturnega prostora, ampak je tudi primer, kako implementiraš kulturo sosednjega naroda. Zato so naše prireditve in so naši kulturni projekti, ki jih izvajamo v KNK centru, dosledno dvojezični. S tem smo si ustvarili tudi zaupanje med nemško govorečimi, tako v kraju kot v regiji sami. To pomeni, da ima v našo hišo, ki je odprta hiša, odprta kulturna hiša, dostop vsak, ki spoštuje slovenski jezik in ki spoštuje slovensko kulturo. Prav tako, kot mi naše spoštovanje odražamo in izražamo tudi do sosednjega naroda, če je to na kulturnem nivoju mogoče. In take pozitivne izkušnje
smo naredili v tej 26-letni zgodovini, odkar imamo KNK, in smo zato pravzaprav tudi zelo optimistični, da na tej podlagi lahko gradimo naprej. Zadnje, kar hočem v zvezi s tem poudariti, pa je, če si človek iniciativen in če človek ne vdaš se v neko usodno razmišljanje, da se nič ne da premakniti med Slovenci na Koroškem, da smo pravzaprav neke žrtve, ki nič ne morejo premakniti. Če se pravzaprav tako razmišljamo, potem si seveda zgubljen v kulturi in potem ponavljaš stare fraze, potem ponavljaš tisto, kar je bilo včasih v preteklosti zelo mučno, zelo razumljivo, da smo imeli zelo razgibano in mučno zgodovino, vendar trpljenje samo ni življenje. Življenje je tudi nekaj lepega, je tudi nekaj obetavnega in kultura nam tukaj odpira veliko možnosti. Izkušnje imamo dobre, jaz upam, da bomo lahko tako gradili naprej. Najlepša hvala, spodbudne besede. Rad bi kar nadaljeval s gospodom Sebastianom. Kaj bi vi dodali iz tega vidika, kako izgleda na Koroškem? Ja, kot novinar tednika Novice, jaz spremljam to kulturo na Koroškem in bi rekel, da je to, kar je gospod Male izpostavil, da je to res en primer dobre prakse, ta abonma. Drugač pa ne vidim toliko, oziroma so posamezne iniciative, ko ta skupni slovenski prostor kulturni res funkcionira, bi pa po moje lahko funkcioniral bolje. Nisem sam, v bistvu ne bom sam govoril v moji vlogi kot novinar, sem tudi sam odbornik enega kulturnega društva, to je Slovensko prosvetno društvo Edinost v Pliberku, in tam pač tudi opažam, da je pač to sodelovanje, če pač malo pogledam te naše kronike, da je to pač v 60-ih, 70-ih letih, da je to bilo veliko bolj pestro, da so bile ta gostovanja, to jih je bilo 20-30, ko so imeli 20-30 pevskih gledaliških nastopov, še tedaj v Jugoslaviji. Jaz bom priznal, da sam nisem zdaj pevc, ampak sem pa govoril tudi s pevci našega društva oziroma zbora Folte Hartmann, in ti so pač tudi nagovorili, da pač skozi to, da pač tistih osebnih kontaktov ni več, da je pač s tem se tudi malo tisto, da se je tisti kontakt tudi enostavno zgubil. Drugo je, da naprimer tudi, sploh ko zbor sodeluje, naprimer tudi na pevskih revijah, da pač tam tudi deloma so tudi v Sloveniji finance manjkale, da bi si tam kajšni zbori sploh lahko še privoščili pol eno tako prireditev, da bi jo organizirali, in tudi pa skozi to, da pa tudi tisti posamezni kontakti, da tisti osebni kontakti niso več, oziroma da teh ni več, pač tudi pol je pač tudi malo tista družabnost pol po koncertih manjkala, in skozi to je pač cela stvar zelo funkcionirala in se je vsako leto gledalo, da je naprimer zbor pol tam sodeloval. Najlepša hvala. To je gotovo tudi ena situacija, ki se zdaj skozi to celotno pandemijo verjetno še dodatno poslabšala. Gremo naprej na Štajersko. Gospa Suzane, štajerski Slovenci so prepogosto prezrti. Novi veleposlanik Republike Slovenije v Avstriji je rekel, da hoče ta problem rešiti. Kako izgleda iz vašega vidika? Kakšno je vaše delovanje, kakšne težave imate? Moram reči, da odkar društvo obstaja, to je od leta 1988, se je marsikaj spremenilo. Pavlovo hišo, naš kulturni center, je v bližini avstrijske Radgone, in to deluje od leta 1998.
Na začetku smo imeli morda 2 razstavi na leto, zdaj jih imamo 4, imamo tečaje slovenščine, imamo zbor Pavlove hiše, literarne večere, poleg tega pa se je razširilo tudi delovanje v Gradcu. Dolgo leta smo, oziroma od leta 2008 naprej, smo sodelovali z Werkram teatrom in tam začeli z dvojezičnimi literarnimi večeri v Gradcu. Potem pa smo leta 2013 dobili še slovensko čitalnico v Gradcu, kjer imamo literarne večere, predavanja in tako naprej. In razširili se je tudi na področju šolstva oziroma ponudimo tudi program za otroke v okviru pouka materinščine v Gradcu. Tako da imamo veliko več dela kot čisto na začetku. Sodelujemo tudi z drugimi slovenskimi društvi v Gradcu, torej s klubom slovenskih študentk in študentov oziroma tudi z društvom Avstrijsko-slovenskega prijateljstva. Vsak od teh društv ima svoje težišče, ampak mislim, da se zelo dobro usklajujemo in sodelujemo. In morda je ena taka posebnost, ker je manjšina pri nas je precej šibka in da smo od nekdaj vsi vključili, ki so govorili slovensko. Torej nismo razlikovali, je to nekdo, ki zdaj že 100 let tu živi, oziroma ne 100 let živi, ampak njegova družina, ali pa so enkrat v 50 letih prišli v Avstrijo na Štajersko ali v zadnjih časih in to je morda ena posebnost, prav v Gradcu se to tudi vidi, ker se družujejo tudi koroški Slovenci, Slovenci iz Slovenije, mešani pari in mislim, da gre ravno za to, za ohranjanje slovenskega jezika, ne glede iz katerega konca iz Slovenije si. Pod kratkim sem imela povpraševanje nekoga iz Trsta, ki je rekel, da zdaj se preseli v Gradec in če je kakšna slovenska ponudba. Torej je, kako bi rekla, zelo povezano. Gostujemo tudi dostikrat oziroma velikokrat sodelujemo čez mejo, seveda bolj v tem severnem delu Slovenije, torej Štajerska na slovenski strani, Prekmurje, ampak tudi z drugimi državami, ker mislim, da vsakim novim sodelovanjem se spet odpira ena nova pot in nastane nove ideje. Problem pod narekovajih vidimo včasih v tem, da imamo več ponudb iz Slovenije, kot jih lahko potem uresničimo, zdaj, da vseh ponudb vključimo v naš kulturni program, ker so čas in sredstva in osebje pač omejeno. In v tem je tudi en problem, ki ni zdaj samo manjšinski, ampak mislim, da je to problem vseh kulturnih organizacij, da so pač sredstva do neke mere omejena, da se ukvarjaš veliko časa s tem, odkot pridobivati iz različnih loncev svoj denar in birokracija žre kar dosti časa, ki ga mislim, da bi ga lahko za kakšno boljšo stvar koristila. Ampak jaz imam občutek zdaj, ker je bil govor tudi o odnosih med Slovenijo in Avstrijo oziroma z manjšinami, da je pri nas še ta dodatni faktor, da smo na vzhodu in že Slovenija sama se s Prekmurjem in tem koncem bolj malo ukvarja. Ljudje so tam precej angažirani, vidim tu veliko potenciala, veliko ljudi, ki izumijo nekaj, kar pač po svoje delajo in s temi je fajn sodelovati, ker so žive ideje in ja, nekako po svoje tudi delamo in po mojem ne smeš vedno čakati, kdaj se kaj
kdaj so kakšne pobude, ne vem, iz Ljubljane, ampak moraš lastne ideje imeti in se povezati in potem nekaj razviti in mora včasih lažje potem na ta način nek projekt uspe, kot če bi čakal preko uradih, da lahko kaj razviješ. Mislim, da ima ta regija potencial, ampak nisem prepričana, če Slovenija sama to vidi. Najlepša hvala. Mislim, da je položaj verjetno podoben tudi na Hrvaškem, gospa Barbara. Tudi Slovenci na Hrvaškem so po vsej verjetnosti manjšina, ki jo ne dojemamo tako v prvi vrsti kot recimo Slovence na Koroškem ali v Italiji. Kako se vi soočate s tem izzivom? Lepo pozdravljeni, še enkrat zahvaljujem se, da ste me povabili na to okroglo mizo. Menim, da je takih pogovorov bi bilo treba biti več, izjemno so pomembni, saj moje mnenje je, da vsaki Slovenc v Italiji, v Avstriji, na Madžarskem ali na Hrvaškem ima svoje neke specifične izzive, s katerima se sooča, ampak imamo tudi nekakšne skupne in če se bomo držali skupaj, verjetno bi lažje mogoče dosegli neke pomake oziroma korake naprej. Jaz sem predsednica Zveze slovenskih društev na Hrvaškem, trenutno je 17 kulturnih društev vključenih v to zvezo. Delujeta še eno društvo, ki ni vključeno kulturno, pa še eno gospodarsko društvo. Predvsem gre za kulturna društva, to so društva, ki so nastala, dva sta še iz časa nekdanje Jugoslavije, druga društva pa so nastala po 1991. letu. Društva so predvsem samostojna, tako da oni se zelo dobro povezujejo s podobnimi društvi v Sloveniji. To druženje oziroma medsebojno spodbujanje za izvedbo različnih projektov in programov se mi zdi, da teče kar v redu. No, v letu 2020 pa 2021 je to zaradi korone in meje bilo malo omejeno, ampak mislim, da so se vsa društva v tem trenutku pač malo težje znašla v tej situaciji. Upamo, da nam nekaj dobrega se bo dogajalo naslednje leto. Ono, kar bi izpostavila pač je, da Zveza slovenskih društev razen tiste tradicionalne kulturne dejavnosti, kot so pevski zbori, literarne skupine, dramske skupine in podobno, razvija in lastne projekte, predvsem, ki so namenjeni otrokom in mladim. Jaz se hecam, pa ponavadi povem, da smo mlada manjšina, ki se šele uči biti manjšina, tako da včasih tudi to povezovanje, ko gre za Slovence v Avstriji, v Italiji pa na Madžarskem, se moramo še naučiti, upam, da hitro. Kot izzive, probleme, težave, s katerim se srečujemo, pa bi tu predvsem izpostavila zelo malo število zaposlenih, ki delujejo v slovenski skupnosti na Hrvaškem. In podoben imamo problem, kot je gospa Oletič omenila, da mladi odidejo na šolanje v Slovenijo, potem pa se ne vrnejo, zato ker jim ne moremo ponuditi pravzaprav nič. In tudi, če se vrnejo, oni niso aktivni znotraj slovenske skupnosti. Če bi imeli več mladih, ki bi bili zaposleni, potem bi verjetno prijave na evropske projekte ali druge projekte bile bolj uspešne in bi mi lahko samostojno naprej razvijali naše delovanje in ne bi bili toliko odvisni od države matične kulture oziroma od Slovenije. Kot eden od izzivov tudi vidim, da Republika Slovenija predvsem podpira tradicionalne dejavnosti slovenske kulture in to so pevski zbori, literarne skupine in to je vse pomembno za ohranjanje slovenske kulture in slovenskega jezika. Sem v teh trenutkih, ko da pozabi za mlade, za najmlajše, predvsem za mlade, ki ne živijo tako identiteto, kot je mogoče živim še jaz, ampak so bolj svetovne osebe in lažje potujejo in je svet za njih pravzaprav globalna vas, tako da pač tudi nekateri drugi vidiki te slovenske kulture bi jih bilo potrebno vključiti in uvrstiti, pač podpreti.
Tudi kot en problem je, da ne obstajajo neki skupni elementi te slovenske kulture in tudi Republika Slovenija ne zna povedati, kaj bi bilo pomembno. Tretji izziv je nerazumevanje posameznikov, ki živijo v Sloveniji in ki včasih imajo zelo močen vpliv na Slovence, ki živijo z druge strani meje, kako je to biti manjšinc in kako je zjutraj se zbuditi in živeti to manjšinstvo med večinskimi prebivalci, ker recimo na Hrvaškem mi ne moremo govoriti slovensko, če nismo v slovenskem društvu ali če nismo znotraj družine, kjer se govori slovensko. Nimamo novic, nimamo dnevnika, nimamo tiska, nimamo radija, nimamo televizije. Tako da tudi ohranjanje slovenske besede, potem pa posledično tudi slovenske identitete včasih je izjemno težko. Tudi kot eno opombo bi imela v času, ko jaz nisem bila v nobeni vodilni, na vodilnem položaju, je zelo dobro deloval Slomak, ki žal zdaj že leta ne deluje. Osebno sem bila na enem srečanju, ki je bilo marca, ampak od takrat se spet nismo dobili in to mi je zelo žal, zato ker, kot sem na začetku povedala, samo s skupnimi močmi in če se bomo med seboj razumeli, podprli, probali razumeti, probali se dati v to kožo tistega drugega, lahko nekaj dosegamo in dejansko naredimo kot en krog okrog Slovenije. In če se bomo mi povezali, potem bo tudi Slovenija videla, da smo močni, da delujemo skupaj in ne bo mogla včasih kar pozabiti na nas. Evo, hvala za začetek. Toliko. Najlepša hvala za vaše misli. Da je težko ohraniti slovensko besedo, to izkušnjo delamo seveda tudi mi, Slovenci na Dunaju, zato bi kar prosil gospo Anjo, ki je sicer prišla iz matične domovine na Dunaj, da nam poda svoje misli tudi, kako je morda spremenila svoje osebno gledanje na skupni slovenski kulturni prostor. Hvala tudi z moje strani še enkrat za povabilo. Kot je gospod Vospinek že povedal, delam med drugim kot svobodna novinarka na Dunaju in ker nisem predstavnica kakšne institucije, bi povedala najprej nekaj besed o svojem ozadju na kratko in lastnih izkušnjah. Na Dunaju sem že od leta 2009, torej direktno takoj po končani gimnaziji sem prišla sem. Moj začetek je bil na začetku zelo močno povezan z Slovenijo, ker sem v začetnih mesecih stanovala v slovenskem študentskem domu Korotano, ki je bil takrat, imam vse občutek, je zelo dosti tudi organiziral kulturnih dogodkov, bil je v bistvu pravo središče ali pa eno izmed središč za Slovence na Dunaju in to ne samo za Koroške, ampak dejansko če se spomnim, so bili tam Slovenci z vseh delov Slovenije. In potem sem še tudi redno hodila na slovenske dogodke, v zadnjih letih pa tudi verjetno delno zaradi korone, ker pač ni bilo sploh te ponudbe, ampak skozi leta, ko se potem razprši neka določena družba, ljudje, ki jih poznamo, se odselijo drugam ali pa se razrahljajo ti stiki in kot je, mislim, da gospod Male že tudi povedal, mora biti zelo dosti lastne iniciative, da človek tudi ostane v stiku z matičnim jezikom in s kulturnimi dogodki in se mora tudi sam dosti informirati, ker enostavno tudi nimamo nekih medijev, ki bi nas kot celoto povezovali in kar je zanimivo, ker če pogledamo, kaj vse imamo na Dunaju, od Slovenskega inštituta, Slovenska iniciativa Dunaj, torej tudi študentski dom Korotan in Slovenski kulturni center Skica, ki je tudi nekaj časa zelo intenzivno prirejal dogodke in imajo še vedno iniciative. Pa tudi med drugim tudi dosti privatnih skupin in iniciativ na socialnih omrežjih. Vem od par prijateljic, recimo, da če imajo kakšno vprašanje, kar se tiče avstrijske birokracije, ki je včasih res naporna,
da obstaja več recimo Facebook skupin, kjer ljudje res redno diskutirajo o nekih določenih problematikah in da se tudi vedno najde pomoč na ta način, tako da v zadnjem času pač predvsem na spletu ali pa bolj močno tudi na spletu. Ampak tudi meni se zdi, da je več manjših skupinic, ki sicer povezuje ljudi, ampak ni pa neke večje celote ali pa iniciative, ker nam verjetno manjkajo skupni mediji in ker se mogoče tudi ne dojemamo sami sebe več kot, kako bi rekla, kot skupni, kot narod, ki nas povezuje, tudi kultura, jezik in tako dalje, ampak se vse to sploh v mlajših generacijah vedno bolj razgubi v globalnem svetu in se mora človek, se pravim, sam tudi zelo truditi, da ostane s tem v stiku. Na drugi del vprašanja, kaj nas tako močno ovira, torej, po mojem mnenju, premalo motivacije, skupnih ciljev oziroma predstavi o tem, kaj nas povezuje in seveda tudi premalo zanimanja z druge strani meje. In tu bi samo še navedla en kratek primer iz lastnih izkušenj. Med letom 2012 in 2014 sem bila dopisnica za Večer, za kulturo in sem večkrat tudi poročala o slovenski kulturi in inštitucijah na Dunaju. In žal se to sodelovanje ni obdržalo kaj dosti dlje kot 2014, uradno oziroma verjetno dejansko zaradi finančnega stanja časopisa, ki na neki točki se ni več mogla privoščiti dopisnikov, ampak posamezne želje po povezovanju se najdejo, ampak se mi zdi, da niso dovolj močne, da bi premagale večino preprek ali pa veliko preprek. Najlepša hvala za vaše poročilo. Prvi krog bi rad sklenil z gospodom Danielom. Matica Slovenija je bila zdaj že večkrat tematizirana, tudi bi rekel bolj v negativnem smislu. Vi kot tisti sodelujoči, ki še najbolj predstavlja Slovenijo, morda bi lahko tudi na to temo kaj povedali. Ja, lepo pozdravljeni, hvala za besedo in hvala za povabilo. Sem se že ustrašil, da se bom moral začeti zagovarjati, ker pravzaprav res, ko se malo hitro pogledam, vsi prihajate iz sosedstva. Takole bi rekel, zelo mi je všeč ta pobuda o tematiki skupnega kulturnega slovenskega prostora, ki prihaja torej od zunaj. Prihaja iz Dunaja in se mi zdi, da je taka pobuda vredna podpore. Jaz bi začel tukaj, kjer so nekateri sogovorniki že omenili in bi tam nadaljeval. In sicer mi morali najprej definirati, kaj mi želimo doseči s terminom skupen slovenski kulturni prostor. Zelo zanimivo kratico ima, sem se izpisal SSKP, kaj mi želimo pravzaprav s njim doseči, ali je to jasno, ne? Mislim, da Janko pa Barbara sta že omenila, da Republika Slovenija strategije nima, kaj hoče s tem doseči. Večinoma skloni, se mi zdi, vse na enih lastnih iniciativah posameznikov, ki poznajo razmere ali to in on stran meje in potem nastanejo ene dobre rešitve, ene dobre rezultati. Se sam vodim od leta 2014 klub koroških Slovencev, ki ima zelo zanimivo zgodovino. Bil je ustanovljen 1928, združeval je tiste, ki so Koroško svojo tako ljubljeno domovino, kot oni sami to opisujejo, zapustili, iskali življenjsko eksistenco v osrednji Sloveniji, pa tudi južne, Zagrebu in Beogradu. In danes poskuša pravzaprav nuditi v svojih omejenih možnostih neko platformo, da se Koroška ali pa kultura koroških Slovencev predstavi Mariboru in širši publiki. Zdaj mi ponavadi sodelujemo z obema krovnima kulturnima organizacijama koroških Slovencev,
torej Slovensko prosvetno zvezo in Krščansko kulturno zvezo, določimo recimo, kaj bi v tem letu za ta skromna sredstva, ki jih pač imamo na voljo, ponudili tej publiki. Zdaj ponujamo to, kar koroški Slovenci ponujajo. Torej, ponujamo razne ljudkovne predstave, predvsem mlajših, ponujamo razne pevske nastope, ponujamo literarna branja, ponujamo predstavitve publikacij, zelo različnih, in tu je bera koroških založb izredno bogata, da se mi zdi, da v zadnjem času vedno bolj. Morda in še kakšno malenko. Zanimivo je, da smo imeli pred nekaj leti poskuse, da bi predstavili tudi avstrijske avtorje, torej kulturo večinskega prebivalstva ali pa nemško govorečega prebivalstva, če tako rečem, smo imeli nekaj poskusov, ni bilo nič narobe, ampak to so bili tako samo, bom rekel, za eno cvirek in nekatere take pobude. Zdaj, kaj bi potrebovali, da bi to vezivo, ki ga predstavlja kultura, kajti kultura je osrednja zadeva in s kulturo lahko delamo mi skupni slovenski kulturni prostor ali pa ne. Torej, moramo biti edini, da to je samo kultura tista, ampak kultura tako, da jo spoznavamo eni in drugi. Zanimivo omenjeno je že bilo to mreženje različnih, torej obiski kulturnih društev, to in onstran meje, da ljudje spoznavajo, kako je tam, kako je tu. Torej, obiski ne vem, iz Slovenije ali pa iz Koroške, Avstrije v Maribor, to je tisto, kar jaz smatram za neki skupni slovenski kulturni prostor, neko spoznavanje, bom rekel, enotnost v različnosti, če želite. Zdaj, kaj več jaz pod tem ne znam predstavljati, ne? Bog ne daj, da bi mislil na kako, ne vem, gospodarsko, siljeno povezovanje ali kakšno politične, to se ne predstavlja, kot kulturo, ki jo pač sam idiom naslavlja, pa ja. Zdaj, kaj potrebujemo, je veliko finance, absolutno. Ravno naj omenim, da lani, tik predno se je začela korona, smo imeli tako društno prireditev, ki smo jo izvedli s pomočjo Janka in Slovenske prosvetne zveze. Seveda, mi v Mariboru delujemo z javnim skladom za kulturne dejavnosti in Zveze kulturnih društev Maribor, ravno zato, da naslovimo širši krog ljudi. Kajti Klub koroških Slovencev konec koncev je glede članstva, torej majhen klub, mi imamo približno 60 plačujočih članov in to članstvo pravzaprav se na nek način znižuje, kar je pravzaprav normalno. No in smo imeli 1. februarja 2020 eno zanimivo prireditev v Mariborskem kulturnem gledališču Šiva smo predstavili ženski pevski zbor Roš z zelo zanimivo in zelo dobro predstavo, ki je bila ravno na Jankovo pobudo tudi posneta s strani RTV in bila kasneje tudi predvajana na televiziji Slovenija. To se mi zdi bila taka sinergija, kjer pa je bilo potrebnega veliko časa, veliko volje, veliko iskanja finančnih sredstev, ker to je bil večji poudarek. Ampak se mi zdi, da rezultat pa je. Jaz bi morda tukaj končal, pa bi pustil za nadaljevanje še kakšen. Hvala. Najlepša hvala, s tem smo zaključili prvi krog. V drugem krogu bi vas rad prosil za konkretne predloge, čim bolj jasne predloge, kako bi lahko ta slovenski skupni kulturni prostor še aktivirali oziroma naredili močnejšega. Za uvod bi vam rad predstavil nadvse spodbuden primer iz medijskega prostora, in sicer primer Gorenjskega glasu, slovenskega tednika. Kot nam poroča odgovorna urednica Marija Volčjak, je ta regionalni časopis v preteklih letih izvedel 2 čezmejna evropska projekta za avstrijsko Koroško
In pri enem projektu so skupaj s koroškim nemškim tednikom Die Woche pripravili dvojezično prilogo. Tako smo dobili pohvale rojakov, da jim omogočamo stik z živo slovenščino, nam je pisala gospa Lovčjak. Zame se zastavlja vprašanje, zakaj takih projektov ni več. Vseh takih projektov res rabimo. Morda, kdo želi k temu kaj povedati? Jaz z veseljem, če lahko. Ja. Hvala za iztočnico. Tudi strani Slovenske prosvetne zveze smo izvajali precej kulturnih projektov, ki so bili podprti z evropskimi denarji, vendar smo naredili tudi zelo negativne izkušnje, ker nas je administracija in birokracija dobesedno skoraj pobila. Te izkušnje niso spodbudne in te izkušnje smo nažalost delali predvsem v Sloveniji, ker so morale te naše prošnje preromati ne vem koliko inštitucij, dokler je prišlo do zadnjih sklepov. To ni vzpodbudno, če administracija pravzaprav ovira ustvarjalnost. Zaradi tega, in to je pravzaprav tudi glavni razlog, da kulturne organizacije na Koroškem ne vlagajo več prošenj na interregionalni ravni in tudi pravzaprav ne več drugih. Mi smo nažalost pred enim letom dobili eno točko premalo, da bi uspel en večji projekt za partnerji iz Slovenije in meni se zdi, da je osnovni problem v tem, da strani Slovenije tudi ni nobenih iniciativ in spodbud in strokovne pomoči, da bi se to lahko zgodilo v nekem realnem okviru. To je tisto, kar bi jaz izpostavil kot velik negativum v okviru povezovanja v tem tako imenovanem skupnem slovenskem kulturnem prostoru. Ampak če sem že pri besedi, morda lahko še nadaljujem. Ker je bil zdaj govor tako mal tudi o tem, kaj naj bi bil ta skupni slovenski kulturni prostor. Nekaj govornikov je se tega problema tudi lotilo. Torej jaz bi rekel, da prvo, kar je potrebno, je to, da idejo o skupnem slovenskem kulturnem prostoru razbremenimo vseh političnih in zgodovinskih travm, po nekem zgubljenem etničnem ozemlju, etc. Meni se zdi, da to za današnji čas in pa za idejo o skupnem slovenskem kulturnem prostoru ni več tvorno. Evropska unija je svojimi svoboščinami pravzaprav te travme že davno odpravila in je to povezovanje med narodi postavila na kulturno raven. Jaz mislim, da je to dobra osnova, da bi se tudi lahko manjšine in pa osrednja Slovenija bolj intenzivno in v večji meri povezali. Jaz mislim, da čezmejno sodelovanje med manjšinami in matično deželo naj bi bilo osnovano izrecno na kulturni osnovi in razbremenjeno vseh političnih vprašanj, ki, če te posegajo v kulturo, lahko sprožajo samo probleme. Zato jaz plediram za to slovenski kulturni prostor, naj bo to, kar besede same povejo, naj povezujejo različne člene manjšine, ki živijo v različnih družbenih sistemih, z Slovenijo na kulturni osnovi. Drugo, oziroma tretje, seveda imamo pa za to tudi odgovorne ljudi. Jaz sem rekel prej, v bistvu je povezovanje, je mreženje z kulturnimi ustanovami in s kulturnimi ustvarjalci v Sloveniji zasnovano bolj na privatni, na osebni iniciativi, na iniciativi posameznih kulturnih ustvarjalcev. Ponekod to funkcionira, ponekod to manj funkcionira. Jaz mislim, da bi iz tega moral postati en sistem, sistematsko sodelovanje, sistemsko sodelovanje na kulturnih ravneh, na raznih kulturnih nivojih, od gledališča, založništva do pevske dejavnosti in gledališke dejavnosti, torej vse, kar kultura premore. Zato imamo pa tudi eno kulturno administracijo in to sem že prej omenil, to je Ministrstvo za kulturo. In jaz sem se trudil, da bi kulturo manjšin Ministrstvo za kulturo tudi implementiralo v slovenski nacionalni kulturni program. Vendar temu ni tako. V slovenskem nacionalnem kulturnem programu je pravzaprav samo rečeno, da je slovenski kulturni prostor tisti, ki povezuje vse Slovence. Če je to tako zasnovano in samo tako omenjeno, je to retorična floskula, ki nič ne pomeni, ker tem floskulam niso sledila dejanja.
In to je moja kritika na politične oblasti v Sloveniji, ker se v zadnjih 2-3 desetletjih v tem oziru v bistvu nič ni spremenilo. Ministrstvo za kulturo je šlo celo korak nazaj, ker sem že prej v začetku namignil. Leta 2005 je vse kulturne agende, ki jih je dotlej imel, tudi za kulturo manjšin, ki živimo v Avstriji, Italiji, Madžarskem in na Hrvaškem, oddalo na urad za zamejstvo in Slovence po svetu. In ta urad upravlja vse naloge za vse manjšine. To ni strokovno, to ni profesionalno, ker uradniki ne morejo upravljati vseh nalog, ki čakajo oziroma s katerimi se soočamo Slovenci v Avstriji, Italiji, na Madžarskem in na Hrvaškem. Meni se zdi, če tega sistema ne bomo spremenili, potem je to en dokaz za to, da nas pravzaprav Slovenija obravnava kot prostor na razvojno nižji stopni. Da smo mi na razvojno nižji stopni ne v socialno-ekonomskem smislu, ampak v narodnostnem smislu. Se pravi, da kot narodna manjšina nimamo več toliko pomena, da bi Slovenija morala si delati veliko preglavic zaradi nas. V teh odnosih se pravzaprav to zelo dobro in realno zrcali. Zato ponavljam, skupni slovenski kulturni prostor bo ostal floskula, dokler tem zloglasnim proklamacijam ne bo sledil en program, ne bodo sledila dejanja in taka dejanja, za katera smo mi dali že konkretne predloge. Vse manjšine, in se strinjam z gospo Rimanova, ki je prej povedala, morda bi morali biti v tem oziru bolj prodorni, če bi se manjšine same med seboj povezovale. Do pred nedavnim je obstajala tako imenovana slovenska manjšinska koordinacija, ki pa nažalost ne dela več, ampak naloge te koordinacije pa bi bila, da bi prioritete naših manjšinskih potreb lahko skupno bolj učinkovito predstavili slovenskim oblastem v Republiki Sloveniji. Morda bi k temu rad še nekdo kaj dodal ali nekdo oporekal? Jaz bi tukaj dodala, če smem, pravzaprav eno težavo, ker mi zares veliko sodelujemo na vseh področjih, kar ste našteli, prej nisem poglabljala se, ampak prihajamo pa da se vedno bolj začenjamo ukvarjati s problemom številčnosti manjšine. Lahko imamo 100.000 projektov, ampak če ne bomo poskrbeli za naše mlade oziroma prav do otrok naprej, da bodo učinkoviti v naši manjšini, ne bo pomagala nobena podpora Slovenija in nikogar naprej. In recimo tudi mi imamo veliko vpisanih otrok v šolah iz italijanskih družin, kar je gotovo tudi pripomoglo k nekemu uspešnemu, pozitivnemu vzdušju v Italiji, v odnosih med nami, med manjšino in večino. Ne znamo pa še tega sebi v prid recimo izkoristiti, jih usmeriti, da postanejo tudi oni aktivni. Recimo mi se zelo še vedno borimo proti dvojezičnosti. Vse naše prireditve so izključno slovenske, ker se zavedamo tudi, ko začnemo delati dvojezično, da slovenščina bo nekje v drugi plan stopila. Niso vsa društva tako, vemo, ampak se še dobesedno borimo, ne? Toliko bi dodala. In pa se strinjam tudi, da verjetno bolj nekje v takšni dogodki, kot je danes, so izredno pomembni, pozitivni, tudi jaz sem zelo hvaležna in tako smo pristali k sodelovanju, k neki izmenjavi mnenj, stališč in gledanj na vse situacije so vedno pozitivni, prihaja do osebnih stikov, izmenjav, ki v bodočnosti vsakdo od nas mislim, da jih bo znal izkoristiti ali pa saj ve, na koga se obrniti, kar je zelo pomembno tudi pri našem delu. In še zadnji recimo tudi problem je, vse ti projekti so lepo zveneči, ampak tudi pri nas se spopadamo, da imamo malo zaposlenih in vsak projekt zahteva ogromno birokratskih postopkov. Hvala. Najlepša hvala. Verjetno je to tudi zaradi tega tako, ker ste vi še v enem položaju, ko se lahko borite proti dvojezičnosti, medtem ko so druge manjšine verjetno že prešibke, da bi jim to uspelo. Jaz bi rad morda še eno temo načel. Kako pa gledate pravzaprav
na to vprašanje tudi vloge osrednjih slovenskih medijev. Vsi veste, da je zelo težko dobiti recimo RTV priključek oziroma sprejem RTV Slovenija v zamejstvu in včasih imamo res vtis, da nas osrednji slovenski mediji nekako ignorirajo. Tudi primer, ki ga je gospa Anja omenila, da recimo pomembni časopisi kot Večer ali tudi Delo zdaj nimajo več dopisnikov na Dunaju. A bi lahko na to temo kaj povedali? Kakšen je pomen osrednjih slovenskih medijev za to, da se ta slovenski kulturni prostor krepi? Lahko jaz kaj povem na to temo? Namreč mi na Hrvaškem nimamo lastne medije, torej smo odvisni od hrvaških medijev in od slovenskih medijev. In moram povedati, da je ta odnos zelo težek je, oziroma nismo vidni. Ne samo Slovenci na Hrvaškem, nasploh imamo občutek, da nas kar pogosto pozabljajo. In na Hrvaškem je še večji problem v tem, da imamo tudi geografske naravne meje, tako da sploh slovenskih televizij oziroma slovensko televizijo ali radio ne moremo spremljati, tako da smo tudi na ta način kar na določen način prepuščeni sami sebi. Nekaj majhen premik se mi zdi, da smo uspeli, to govorim zdaj, ko gre za Slovence na Hrvaškem v zadnjih 2 letih, mogoče zato, ker smo začeli po domače povedano bolj jamrati, pa so pač včasih se tudi spomnijo na nas, ampak vseeno bi rekla, da zaenkrat nismo zadovoljni s pozicijo, ki jo dobimo. Tako da upam, da se bo to mogoče izboljšalo kmalu. Jaz bi tu še nekaj dodala, če lahko. Kar se tiče medijev, mislim, da je problem tako, kar se tiče osrednjih medijev v Sloveniji, kakor tudi v Avstriji, oziroma recimo, če zdaj za Štajersko govorim, ker vsi ti vsa ta manjšinska društva so nekje na obrobju, na podeželju, in vseeno kateri časopis, katera državna televizija se osredotoča bolj na visoko kulturo, ki se dogaja v večjih mestih, in vse, kar je na obrobju, ni upoštevano. To pride morda tako, da se še omenja termin, kje se kaj dogaja, ampak tudi zdaj na Štajerskem, da bi ne vem, kdaj je Kleine Zeitung pisala o tem, kar se na robu Štajerske dogaja, je redko kdaj. In imam pa tudi izkušnje iz slovenske televizije, da se najavijo en dan prej, mi bi zdaj prišli, tudi če ni nobenega dogodka, če mi bi zdaj skočili in potem pa rečem, zakaj pa ne pridete takrat, ko se nekaj dogaja, ko je več ljudi. In to se zgodi redko kdaj, mislim, RTV Murska Sobota že dostikrat prihaja k nam, ampak mislim, da je celotni problem, to zdaj ne vidim kot manjšinska organizacija, ampak kot majhna kulturna organizacija, da ti niso v ospredju in da mediji vidijo samo visoko kulturo v mestih, zveneča imena in vse, kar pa je glavno delo in to, kar je ta kulturni tepih vsake države, tega se ne vidi, to se potem posamezno morda poroča. In kar se pa tiče manjšine, je problem, da se tako takrat poroča, ko gre za probleme. Torej, potem pa izstopa tako, kot da je manjšina vseeno, odkot je, vedno tista, ki
dela probleme, kjer so neke težave. Vse, kar se dobrega dogaja, se ne vidi. In ja, vemo, da v mediji živijo v tem bad news, good news, ampak to je, mislim, v obeh državah problem in nažalost potem tako izpada, kot da manjšina samo to dela težave, ampak kaj se vsega dobrega in na kulturnem področju, na šolskem področju dogaja, pravzaprav za večino ni vidno. Če dovolite. Lahko? Hvala, zahvaljujem se, sam še en stavek bi dodala in to je zdaj me spomnila gospa Suzana, da v času, ko res rabimo podporo medijev, ker smo prišli do kakšne težave, s katero se ne znamo kako nositi, potem pa ta podpora medijev pač jo nimamo. Tu bi predvsem omenila recimo razmerja na meji, ki smo jih imeli leta 2020, ko smo prosili novinarje, da dejansko poročajo o situaciji na tistem obmejnem območju, ker ni bilo, če bo nekdo šel lahko na dopust v Slovenijo ali ne, ampak se je šlo za resne življenjske težave in tedaj nismo uspeli priti do novinarjev oziroma uredniki niso dovolili, da bi se te tematike obravnavale v medijih. Hvala. Ja, jaz se s to tematiko čutim nagovorjen, ker trenutno vodim komisijo za Slovence po svetu pri RTV Slovenija. In vem za probleme, ki obstajajo prav na medijskem področju. Prvo, kar je treba reči, je to, da gre za vidnost slovenske televizije. Tu se je situacija zboljšala, tako pri Slovencih v Italiji kot v Avstriji, samo ni zadovoljiva, ker veliko programov RTV Slovenija ne vidimo, glede avtorskih pravic in ta situacija ni rešena. To je zelo žalostno. Drugo je vsebina RTV programov. Če so oddaje namenjene izrecno samo manjšinam, potem imajo zelo malo gledalcev, kar kaže na to, da je interes Slovencev v matični deželi za manjšine zelo šibak. Zato gre strategija zdaj v to smer, da bi manjšinsko problematiko čim bolj integrirali v informativni program Republike Slovenije, kjer bi bili naj del vsesplošne informacijske politike Republike Slovenije. Ta strategija se mi zdi zelo pametna. Tretje zadeva je, da moderna tehnologija pravzaprav zahteva, da bi se lahko posluževali prek RTV Slovenija tudi vsi manjšinci v sosednjih državah. Vendar na mobilnih aplikacijah pravzaprav RTV Slovenije ne moremo sprejemati, čeprav se to dogaja v Republiki Sloveniji brez problemov. Te probleme se ne rešujemo in upam, da bo vodstvo pripravljeno in dejansko v tem oziru nekaj premaknilo. Potem četrto, kar se mi pa zdi najpomembnejše, pa je to, da manjkajo sinergije. Namreč mi imamo v Celovcu in v Trstu slovenski ORF, pa moraj slovenske sporede v Trstu in meni se zdi, da je tu premalo sodelovanja, ker te sinergije, ki bi jih lahko ustvarili, bi bile v medsebojno pomoč tako nam v Celovcu kot kolegam v Trstu in pa tudi osrednjemu informativnemu programu RTV Slovenija. Te stvari zasledujemo in je včasih to malo mučno, ker se stvari zelo počasi premikajo. Glavni problem je pa pravzaprav v tem, da se v zadnjem času kadri RTV Slovenijo zelo hitro spreminjajo, tako da rabiš človek veliko moči in potrpljenja, da vedno znova razlagaš novim urednikom in direktorjem, kaj nas pravzaprav muči. Tudi spletno stran smo uvedli za Slovence v sosednjih državah na RTV Slovenije. Ta spletna stran ni najbolj prodorna, ker meša pravzaprav vse manjšine tudi vsebine prek meša, nima pravega sistema in upam, da bo komisija, ki jo vodim, tako prodorna, da bo se tukaj pozitivnega v bodočnosti tudi premaknilo. Torej, summa summarum, medij je zelo pomemben dejavnik, ki lahko močno podpira Slovence v sosednjih državah. In RTV Slovenija je po mojem najpomembnejši medij, ki ga imamo na Slovenskem. Najlepša hvala. Bi tudi na to temo še rad nekdo nekaj dodal? Ja, morda
Ja. Ja, zelo na kratko. Zdaj, ravno je bilo izpostavljeno, koga vključuje skupni slovenski kulturni prostor. Zdaj smo govorili samo za mesto. Na tistem uvodnem referatu je bilo omenjeno tudi izseljeništvo. Torej, zopet se pojavi ta težava, definicija, torej kaj je. Strinjam se z Jankom, torej, če misli Republika Slovenija resno, mora k temu tako pristopiti. Na Inštitutu za narodnostna vprašanja smo pred leti delali raziskavo, kako so tematike iz zamejstva prisotne v osrednjih slovenskih medijih. Takrat smo gledali predvsem tiskane medije. In smo ugotovili, seveda ob predpostavki, da so razmere v slovenskih zamejstvih vseh štirih zelo različne, smo ugotovili, da so slovenski mediji dovzetni predvsem samo za probleme, ko nastanejo v sosedstvu, o tistem intenzivno poročajo, o kulturnih dosežkih in še čem pa ne, oziroma manj. To se mi zdi, se je v zadnjih nekaj letih spremenilo. Je pa tako, da zopet poteka po neki lastni iniciativi, po neki dovzetnosti posameznika do teh tematik. Naj povem zelo lep primer. Če bi rekel za Večer ravno, v zadnjem času ima gospa Darka Zvonar Predan, ki je soproga veleposlanika, konzula Republike Slovenije, bivšega konzula Republike Slovenije v Avstriji, več prispevkov o koroških Slovencih. Ampak ravno zaradi te tematike, ravno zaradi tega, ker je nekako povezana, bila gor in so te tematike morda bolj prisotne. Če pa tega se mi zdi momenta, ni pa toliko slabše. Ampak se mi zdi, da razmere so se spremenile v pozitivno smer, kar je v redu, bi pa, seveda ne samo RTV, kot je bilo rečeno, tudi osrednji mediji bi mogli neko vlogo tukaj odigrati, nameniti en določen del prostora tudi Slovencem izven Republike Slovenije, če seveda ta idiom, ki se imenuje slovenski, skupni slovenski kulturni prostor, resno jemlje. Hvala lepa. Jaz bi rače, preden pridemo do zaključnega kroga, rače načel eno temo in sicer, oziroma zastavil eno vprašanje. Morda je tudi eden izmed razlogov, zakaj ta slovenski skupni kulturni prostor ni tako močan, da se preveč osredotočamo na visoko kulturo in da premalo gledamo tudi na mladinsko, popularno kulturo. Jaz bi samo za primer povedal, da je recimo ob 30. obletnici Republike Slovenije bil na Dunaju sprejem, ki ga je organiziralo veleposlaništvo, in v okviru tega sprejema je bil tudi koncert Vlada Kreslina, ki je zelo močno odmeval, in ko se je tudi videlo, kako so bili potem povezani tako ljudje iz matične Slovenije, kako tudi zamejski Slovenci, ki živijo na Dunaju. Kako gledate na to? Bi bila to recimo ena strategija, s katero bi se lahko krepilo ta skupni prostor in tudi načelo to tematiko, da pač imamo premalo mladine? Jaz mislim, da mi investiramo precej v mladinsko kulturno vzgojo. Na Koroškem to obe kulturni organizaciji, Krščanska kulturna zveza in Slovenska prosvetna zveza, posvečata neverjetno pažnjo, da mi recimo predvsem v poletnih mesecih nudimo dodatno izobraževanje na osnovi slovenskega jezika. In to delamo pa zdaj v zadnjem času tudi skupaj z raznimi strukturami mladinskimi v Sloveniji. Zveza prijateljev mladine Slovenije je recimo en tak zaveznik naš oziroma tudi podpornik, in z njimi izmenjamo mnenja in skušamo ustvarjati tudi različne skupne delavnice na literarnem, gledališkem in pa na drugih področjih. To je seveda zelo
animativno, bi rekel, in stimulativno za mladino, ker na ta način potem lahko ti delaš širše mreže in na ta način lahko pride do širših iniciativ, na ta način tudi lahko nekaj večjega zrase. Je pa dejstvo to, da v preteklosti smo to sami delali, ne da bi se povezovali z mladino v Sloveniji. In ker se zavedamo pomena tega sodelovanja, sem jaz tudi glede tega vprašanja optimističen. Samo mi moramo to dosledno zasledovati, ne pa, da bojo to enodnevne akcije, potem pa iz tega ne bo nič sledilo. Če hočemo to preprečiti, da to ne bodo samo enodnevne akcije, moraš pa človek imeti eno strategijo, ko potem vidiš v preizkušnji, da je mladina za to zagrabila. In pri tem rabimo strokovno pomoč. In Zveza prijateljev mladine Slovenije je ena taka ustanova, ki ima dobre izkušnje in ki se mi zdi, da zna z mladino dobro delati. Ta kombinacija je recimo en tak kamenček v tem mozaiku, s katerim bomo morda lahko kaj več naredili. Jaz zdaj to samo omenjam tudi kot neke vrste pozitivno izkušnjo, ki nam kaže možnosti, da to mrežo še razširimo. Tudi jaz bi nekaj povedal o pozitivnih izkušnjah na mladinskem področju. Sam sem bil desetletje aktiven v mladinskih organizacijah. In tam je to sodelovanje, čezmejno sodelovanje, po mojem, še kar dobro funkcioniralo. Mi smo s pomočjo tudi urada in tudi drugih akterjev navezali stike z raznimi organizacijami v Sloveniji. To je bil Mladinski svet, to so bile študentske organizacije, to je bila Zveza študentskih klubov v Sloveniji, to je bilo sodelovanje tudi z študentsko organizacijo Univerze v Mariboru, ki so na primer vabili na zamejski vikend. In tam smo tam smo mladinci enostavno skušali aktivno navezati stike z mladinskimi organizacijami tudi v zamejstvu in to je po mojem še kar dobro funkcioniralo, saj smo tudi sami organizirali razne izmenjave, in smo tam v bistvu tudi dolgoročno še kar dobre stike navezali, ki pa sem se zdaj malo zanimal, še zmeraj ti kontakti še zmeraj funkcionirajo, tako da mladinske organizacije še zmeraj, na primer z Mladinskim svetom Slovenije, sodelujejo. Kaj bi še povedal, ko je gospa Vetlana omenila good news oziroma bad news a good news, to lahko potrdim. Kdo malo pozna zgodovino tednika Novice, ve, da smo bili kronično podhranjeni, v bistvu 15 let skozi kronično podhranjeni. In jaz pa tudi vem, da so se novinarski kolegi iz Slovenije javljali, ponavadi ko je nam spet zmanjkalo denarja. Zdaj, ko situacija zgleda, oziroma ko se je situacija malo obrnila, je pa teh klicev malo manj. Hvala. Če bi jaz še kaj lahko dodala, pač ta dobra praksa. Tudi jaz se spomnim, ko sem bila mlada, 20 let nazaj, že toliko je šlo mimo, smo se tudi mi dobili na kakšnem zamejskem vikendu teh mladih, ko so bili študenti, srednješolci. In ja, jaz še vedno imam prijatelje na Koroškem, ki sem jih spoznala in v Italiji v tem času. In pač evo, eden od predlogov, kako obdržati stik, je tudi, da bi ponovno zaživeli ta srečanja, ki so bila res 20 let nazaj in so prenehala, ampak mladi so prišli vsaki iz svoje države, so prinesli košček svoje kulture in slovenske kulture in smo pač imeli odlične ideje za sodelovanje še naprej. No, to so zelo spodbudne in pozitivne besede. Mislim, da je zdaj, ker se nam čas izteka, čas za ključek. Na koncu bi vas rad vse prosil za napoved, kako
bo po vašem skupni slovenski kulturni prostor izgledal leta 2050? Ste glede tega optimistični, da bomo bolj povezani, ali ste pesimistični, da bo morda ne bo več presegal meja Republike Slovenije? Kratka končna ocena oziroma prognoza. Kdo bi rad začel? Mislim, od časi... Ja. Okay. Ja. Včasih, ker prevladuje itak pesimizem, moramo pozitivno misliti. Mislim, da se vedno najde ljudi, ki radi delajo v kulturi, ki bodo morda nadaljevali naše delo na drugačen način, ne bomo vedeli kako. Morda bodo eni že od oblačka potem gledali dol, kaj se tam spodaj dogaja. Kultura je vedno bila in vedno bo na različne načine in mislim, kar se recimo zdaj pokaže tudi v tem Zoom meetingu, da ima tehnika tudi ena taka prednost, da se dobimo, da vsak je obremenjen s časom in ta tehnika nudi eno možnost, da se pogovarjamo, ne da se prevozimo celo Slovenijo, Avstrijo od enega konca do drugega. Vedno fajn je nekje biti in mislim, lokacijo tudi spoznati, ampak mislim, da je to tudi ena opcija in na ta način se da po mojem tudi v prihodnosti vedno bolj sodelovati in se povezovati. Ne, glede na to, da nas epidemija nekoliko omejuje in da smo napravili v zadnjem letu takšne izkušnje, kot smo jih napravili, moram reči, da imam nekako dvolično mnenje, kako bo ta prihodnost gledala. Če bodo razmere dopuščale, mislim, da imamo toliko pozitivnega kulturnega naboja, da bo leto 2050 nas Slovence lahko močno povezovalo tudi naprej. Če bomo mi v naših razmišljanjih konkretni, če se ne bomo predajali nekim floskulam in če bomo tako trdno zavedni Slovenci, da bomo znali iz tega iztržiti kapital, namreč intelektualni in kulturni kapital, potem nisem pesimističen. Samo to moramo narediti. Mi ne smemo toliko zdaj o tem debatirati in govoriti. Temu morajo slediti dejanja. In jaz mislim, da vrhunski umetniški in kulturni dosežki, ki jih zmoremo na Slovenskem, se morajo afirmirati v celotnem slovenskem kulturnem prostoru. Če bo nam to uspelo, potem je bodočnost rožnata. Lepe besede. Gospa Tatjana, vidite vi to tudi tako? Tukaj priznam, da sem bila skoraj brez besed, tako da recimo, ko smo tudi doma, sem odprla okroglo mizo z mlajšo hčerko, recimo jaz nekaj čez leta 50, ne vem, koliko bom tukaj še prisotna, ker jaz sem zagovarjala nekje to pozitivno izkušnjo, pravzaprav lockdowna, ker nas je Zoom tako povezal, smo imeli različne debate z vsemi Slovenci, z vseh koncev in krajev in so se te kilometrine zmanjšale, ne. Gotovo poudarjam, to je bila ena rešitev, ki pa osebni stiki morajo vsekakor obstajati in dogodki se morajo odvijati. In potem pa, ko sem pogledala hči, je pa rekla, jaz pa dvomim, da bomo tako tehnološki še naprej, ker oni, mladi današnji, ki pa imajo vso tehnologijo, so tako bombardirani z njo, da so skoraj noč in dan pred ekranom. In mislim, da bodo vse naredili za to, da se to ne bo dogajalo. In to je upanje v bistvu, ker mislim, da bodo več delali na osebnem odnosu, dogodkih kulturnih, konkretnih, ne samo tako virtualnih. Morda, gospa Anja, kako vidite to vi kot predstavnica mlajše generacije? Mlajše je relativno, ampak v bistvu se lahko ravno priključim gospe Tatjane v tem, da smo tudi, se mi zdi, vsi na nek način zdaj v tem letu in pol toliko časa preživeli pred ekrani in pred različnimi tehnologijami, da recimo mislim, da se bo
da bi bil lep trend, če bi se nadaljevalo, da gremo malo stran od tega in da je marsikdo, da človek bolj čuti kulturo oziroma pomembnost kulture, ki jo doživi v živo. In ne samo kulture, ampak tudi jezika in tudi nekih socialnih kontaktov, da tega tehnika lahko sicer pripomore k temu, da je mogoče to bolj znano, da je zdaj neka faza, kjer se lahko mogoče bolj povežemo tudi na ta način, ampak da potem nek cilj čez recimo 20 let, 30 let bi bil, da gre vse bolj v bistvu spet malo stran od tehnike in bolj v to smer, da bo več srečanj v živo, upajmo. Gospod Daniel, slovenski kulturni prostor leta 2050 bomo ga tedaj že imeli definiranega? Težko vprašanje. Jaz sem tudi optimist. Menim, da bo Evropa ostala Evropa narodov, tako kot kaže zdaj, da ne bo prišlo do tesnejšega povezovanja. In potem bo slovenski kulturni prostor igral svojo vlogo. Akterjev je ogromno, torej tudi vidim težav. Rekel bi, da ta ZUJM ima pozitivne in negativne stvari, kot so že govornice pred mano omenile. Jaz imam izkušnje, da v začetku junija smo imeli tako imenovane Koroške kulturne dneve, 4 prireditve preko Zooma in so me člani kluba, torej za starejši ljudi, ki so seveda ki bi radi prišli poslušati v živo, ja, veste, mi smo pa starejši, mi bi pa rajši živo videli koroške Slovence, v živo slišali kulturo, v živo, da bi nam nekdo bral, ne streko, ja. Vem, kako je, ampak razmere so pač takšne bile, da smo takrat naredili še to. Ja, jaz upam na najbolje. Jaz mislim, da bo slovenski kulturni prostor imel svojo vlogo, seveda v tem smislu, v katerem smo bili. Morda še gospod Sebastian, se bo slovenska beseda obdržala na Koroškem leta 2050 in če, v kateri obliki? Seveda se bo obdržala. V bistvu zdaj se spomnim, kako je to bilo, ko smo tudi mladi prevzeli eno vodilno vlogo v kulturnem društvu, ko je nek star zaslužen kulturnik, ko smo začeli stvari na naš način delati, bi rekel, treba je delati, oziroma po domači je rekel, delati je treba. No? In če se bomo držali tega vodila, da bomo delali, bo pa stvar tudi funkcionirala. In ne vem, jaz sem že z začetka rekel, da nisem teoretik, ne vem, kako bo zdaj ta slovenski kulturni prostor izgledal leta 2050. Upam pa, ker sem že prej omenil, na primer, naš zbor Folde Hartmann, bom pa zelo plakativen zdaj za konc ostal. Ta zbor je na pevski reviji Od Plibeka do Traveka, na primer, nastopil na vseh pevskih srečanjih. Če bom pa leta 2050 bral, da je zbor 83 na 83 pevski reviji Od Plibeka do Traveka nastopil, potem smo po moje vse prav naredili. Hvala. Lepe zaključne besede. Zahvaljujem se vam za sodelovanje pri tej okrogli mizi. Upam, da zdaj nikoga nisem pozabil v zadnjem krogu. Ne, ste bili vsi na vrsti. In želim si, da bi bil to začetek za tesnejše sodelovanje. Slovenski kulturni prostor moramo vsak dan na njem moramo vsak dan delati in gotovo bo jutri izgledal drugače kot danes. Upamo, da bo še globlji in še širši. In če bi lahko še dodal svojo osebno misel, ker je bila pandemija zdaj že večkrat omenjena, pandemija nam ni samo pokazala, kakšne tehnološke možnosti imamo, ampak tudi v čem je pomen naših korenin in kam spadamo. In mnogi so se tudi, ki so zdaj recimo v velemestih spet podali na podeželje, spoznali svoje korenine. Mislim, da je to tudi nekaj zelo pozitivnega za slovenski narod.
ki je zelo globoko zakorenjen tudi v teh, ki živijo daleč stran. V tem smislu se vam zahvaljujem za sodelovanje in želim vse najboljše za vaše delo še naprej. Hvala lepa.